Lokalne volitve 2018. Prijeten sončen dan vam želim Vanja Trkman in lepo vabljeni k spremljanju današnjega, najverjetneje zadnjega javnega soočenja kandidatov za župana mestne občine Nova Gorica. Za to mesto se poteguje 6 kandidatov, ki nagovarja kar 26.400 volilnih upravičencev. Pa če vas predstavim, kar tako kot ste navedeni v volilnem imeniku, aktualni župan Matej Arčon. Kandidirate na vaši listi, podprle pa so vas tudi stranke SMC, Desus in stranka Alenke Bratušek ter lista obrti in podjetništva. Dober dan. Dobar dan. Lepo pozdravljam v studiu tudi Eleno Zavadlav-Šaj, kandidatko SDS. Pozdravljeni. Dobar dan. Naslednji Sebastian Komel, kandidat SD. Dobar dan tudi vam. Dobar dan. Lepo pozdravljeni kandidat Zveze za Primorsko Miran Milner. Lep pozdrav iz sončne Nove Gorice. Klemen Miklavič, lista Goriška.si. Dobar dan, voščim. Živijo. In Anton Hare, kandidat NSI. Lep pozdrav tudi vam. Dobar dan. Tako vsi ste se torej odzvali vabilu, da predstavite svoje poglede na razvoj novogoriške občine poslušalcem Radia Robin, in ker nam bo gotovo zmanjkalo časa za številna vprašanja, bodite kratki in seveda čim bolj konkretni. Kar k vsebinskim vprašanjem bomo šli, cenjeni kandidati. Izgovoren je podatek Novogoriškega stanovanjskega sklada, da se je 150 prosilcev prijavilo na zadnji razpis leta 2016, da so v lanskem letu uspeli kupiti eno in polsobno stanovanje, pri tem pa so bili na javnih dražbah neuspešni zaradi izrazito visokih cen za kvadratni meter, in citiram direktorja sklada: žal je realnost taka, da tisti, ki so kupili stanovanje za manj kot 10.000 nemških mark po Jazbinškovem zakonu, sedaj zahtevajo 100.000 evrov zanje. Problematika je znana. Kakšne rešitve predlagate, prosim, županskega kandidata Mateja Arčona? Hvala lepa za vprašanje. Definitivno lahko dam spodbudne podatke, da smo skupaj z Republiškim skladom v intenzivnih pogovorih, da bomo v prihodnjih letih odkupili 100 stanovanj, tako za socialno ogrožene, kot tudi za mlade. V Prvačini začnemo prihodnje leto z gradnjo 8 stanovanj, ki bo namenjeni samo za mlade in mlade družine. Je pa tudi zanimiv podatek ta, da se vsej tej iz lestvice ne želijo iz mesta preseliti na podeželje. Namreč 2 stanovanji, tako v Dornbergu in Prvačini, nihče od prosilcev ni hotel zasedeti teh 2 stanovanj. Tako da bo tudi pravila igre v samem stanovanjskem skladu potrebno v bodoče spremeniti. Se pravi tudi na podeželje. Nekako naslednji ste Elena Zavadlav-Šaj, prosim. V našem programu predvidevamo tudi iskanje rešitev ne samo v mestu, zaradi tega, ker v mestu vidimo, da ni dovolj primernih lokacij, ampak veliko hiš je tudi na podeželju zapuščenih, v bistvu, ki bi se lahko mladi naselili. Iskali bi tudi povezave preko krajevnih skupnosti, da bi prišli tudi do starejših hiš, kjer bi se jih dalo odkupiti in za manjša sredstva tudi obnoviti. Drugače bi pa mladim občina, če bi jo mi prevzeli, bi dejansko tudi ponujali subvencionirane obrestne mere za kredite, s katerimi potem lažje mladi prihajali do stanovanj. Hvala lepa. Naslednji ste na vrsti Sebastian Komel, kandidat SD. Torej, stanovanjska politika jo je potrebno vključiti v proračun mestne občine Nova Gorica, ker v zadnjem desetletju praktično bilo zgrajenih, po mojih podatkih, 30 stanovanj, kar je pravzaprav absurd. Treba se zgledovati, tako kot sem že povedal, po dunajskem sistemu, kjer ima mestna občina občina v lasti 60% stanovanjih, potem ponuja tistim, ki so tega potrebni. Na podeželju pa ni nič čudnega, da se mlade družine nočejo odseljevati, ker je za podeželje premalo poskrbljeno, in to je razlog, da mladi ne vidijo prihodnosti na podeželju. Hvala lepa. Gospod Miran Milner, Zveza za Primorsko. Kot sem že večkrat povedal, je problematika pereča, predvsem zaradi tega, ker ni novih stanovanj, čeprav imamo kar nekaj prostih hiš, ki bi jih lahko stanovanjski sklad pridobil. Jaz mislim, da je osnovni problem v tem, da ni v proračunu potrebnih sredstev, potrebno je stanovanja kupovati, ne pa prodajati, kot se je to dogajalo do sedaj. Mislim, da bo v prihodnjih letih potrebno, če bomo z gospodarskim razvojem napredovali, tudi do 300 stanovanj, ampak na vsak način je poudarek na tem, da se stanovanje dela, nikakor pa ne prodaja kot do sedaj. Seveda, ampak sredstva, ki je zagotoviti ta sredstva. Prosim, naslednji gospod Klemen Miklavič, lista Goriška.si. Glejte, zamujamo. Zamujamo predolgo, že nimamo dostopnih stanovanj, zato je treba s tem začeti takoj in v prvem proračunskem odločanju bo to predvideno. Skupaj s stanovanjskim skladom je treba začeti graditi 100 novih stanovanj, ampak to tudi ni dovolj.
A veste, mlade družine nimajo dovolj ekonomske osnove za kredite in tudi narobe bi bilo, da bi mlade družine zakreditirali, zato je treba poiskati modele, po katerih se jim ne bo treba zakreditirati. Recimo stanovanjske zadruge. Tretjič, problem stanovanjski ni samo pri mladih. Potrebno je poskrbeti tudi za starejše in tukaj imamo v vidu oskrbovana stanovanja in tja je mogoče seliti tudi ljudi, ki živijo sedaj v blokih brez dvigal. In tista stanovanja se bo sprostila tudi za mlade tam. Hvala lepa, gospod Anton Harej, kandidat NSI. Izvolite. Glejte, v zadnjih 4 letih smo premalo sredstev namenili v proračunu za stanovanjsko problematiko od imenovanja novega direktorja, za katerega nažalost tudi ni bilo konsenza v mestnem svetu. Smo nekako temu področju namenili premalo pozornosti in smo nekako zaspali na lavorikah. Gotovo bo potrebno kaj premakniti več iz proračuna mestne občine Nova Gorica in hkrati pridobiti sredstva iz republike, iz pač državnih organov. Tako da temu problematiki bo treba posvetiti veliko več pozornosti, kot do sedaj. Vsekakor bi si želel tudi nadaljevanja izgradnje na Prvomajski, se pravi stanovanje na Prvomajski ulici, tako da bo potrebno več energije v to posvetiti. Hvala lepa. No, če ni replik v tem krogu, izvolite, gospod Miran Milner. Ja, moja replika bi bila predvsem na to, da je potrebno realno pričakovati, da bomo v naslednjem obdobju, se pravi v naslednjih 4 letih pridobili najmanj 140 stanovanj. No, izvolite, Matej Arčon. Jaz bi rad povedal, da ko govorimo o stanovanjih in tudi drugih težavah, da so sredstva v proračunu omejena, da imamo približno 5 milijonov evrov prostih sredstev v vsakem proračunu. Velik del teh sredstev bo šel že za projekte, ki so namenjeni in ki so pridobljeni strani evropskih sredstev. Zato tako lepo poudarjam, da je pomembna vloga Republiškega stanovanjskega sklada, ki je pripravljen investirati v Novi Gorici. No, 20 sekund je za repliko, mislim, da ste zdaj na vrsti. Gospod Sebastian Komel, izvolite. Držite se, prosim, časa. Ja, vsekakor so sredstva omejena, ampak problem je, ker so napačno porazdeljena v našem proračunu. Za stanovanjsko politiko v dosedanjih proračunih ni bilo dovolj sredstev in to je naloga občine, nikogar drugega. Naslednji, gospod Klemen Miklavič, prosim na kratko. Ja, mi je vzel besede z ust. Proračun je omejen, ampak pomembne so prioritete. In stanovanja so prioriteta ne samo za reševanje stisk ljudi, temveč tudi za gospodarsko rast. Kajti dobrega kadra ne bomo dobili nazaj v Gorico, če ne bomo zagotovili dostopnih stanovanj. Mislim, da je bil Anton Harej pred vami, potem še vi, gospa Elena. Točno tako. V zadnjih 4 letih smo posvečali premalo pozornosti, skoraj zanemarljivo vrednost. Odkupili smo komaj kakšno stanovanje, uredili tudi ne. Tako da v bistvu tukaj bo potrebno več energije. Hvala. Hvala, ja. Kot mestni svetnik ste imel tudi vi možnost verjetno predlagati, ne? Gospa Elena Zavadlav-Šaj. Ja, jaz bi pa opozorila na nalogo občine, ki se ne izvaja. To pa je, da pregleduje upravičenost še obstoječih teh kapacitet, ali so tisti, ki so nastanjeni v njih, upravičeni ali ne. Hvala lepa. Samo pojasnilo, koalicija predlaga proračun, mestni svetniki smo ga obravnavali, jaz nisem bil v koaliciji. Hvala. Hvala lepa, ta krog zaključujemo in nadaljujemo po glasbi. Danes soočamo kandidate za župana v mestni občini Nova Gorica, ker boste lahko volivci to nedeljo izbirali med 6. Ta krog bomo cenjeni kandidati namenili mestu in nekaterim projektom v njem. Kaj boste naredili z objektom v centru mesta, ki je že kupljen? Zanima me vaš pogled na izgradnjo bazena in tudi ali boste nadaljevali s projektom postavitve gostinskega objekta v Borovem Gozdičku. Ta krog začenjate vi, gospa Elena Zavadlav-Šaj, kandidatka SDS, izvolite. Za objekt v mestu ste verjetno mislili tam, kjer je nekdanji Diamond. Ja. Torej tam vsekakor ne bi umestili tržnice, kar pomeni, da tržnico bi prenesli na drugo lokacijo. V mislih imamo avtobusno postajo, sicer bi pa prej pretehtali, ali je to smiselno ali raje ohraniti obstoječi prostor. Potem, kaj ste omenila naslednje? Bazen. Z bazenom je tako. Bazen, vsekakor zdaj je težko govoriti o bazenu, ker je že v teku projekt. Drugače se pa z njim ne strinjamo v tej meri, da niso upoštevane mere, za katere bi se lahko potem prirejala večja tekmovanja. Gostinski objekt v Borovem Gozdičku bi pa vsekakor podprli naprej. Hvala lepa. Naslednji, gospod Sebastian Komel, kandidat SD.
Torej, prostor bivšega Diamonda, sem že pomenil, ni primeren po mojem mnenju za tržnico, tako kot jo želijo sedaj umestiti. Tja bi mogoče bilo veliko bolje umestiti kakšen inkubator ali prostor za mlade. Torej, v pogovorih s klubom goriških študentov smo ugotovili, da nimajo nekega prostora, kjer bi lahko umestili vsebine, ki jih ponujajo. Drugo vprašanje je bil bazen. Absolutno sem proti takemu bazenu, ampak nisem proti pokritemu bazenu, da ne bomo narobe me interpretirali. Sploh način izvedbe je bil napačen, javnost je bila zelo, zelo slabo seznanjena. Mi predlagate tudi selitev celotnega športnega parka? Tako, to je tudi moj dolgoročni plan, ker mislim, da primanjkuje mesta v obstoječem športnem parku. Gostinski lokal, mislim, da so druge vsebine bolj pomembne za umestitev v Borov Gozdiček. Hvala lepa. Gospod Miran Milner, kandidat Zveze za Primorsko. Ko bom jaz župan, sigurno ne bo gostinskega lokala v Borovem Gozdičku, ampak bomo popravili otroško igrišče. Za bazen je Športna zveza Nova Gorica sicer dala soglasje, vendar jaz mislim, da celotna regija rabi 50-metrski bazen, tako da bi lahko tisti plavalci, ki so danes v Novi Gorici, mladi plavalci, ki imajo državni prvaki, lahko tam nastopali, da se jim ne bi bilo potrebno seliti v Ljubljano oziroma v druge kraje. To bi pa dejansko naredili tako, da bi tisti teniška igrišča postavili nekam drugam, naredili bolj primerno lokacijo in bazen potem 50-metrski uvrstili v samo mesto. Hvala lepa zdaj za tržnico in za tržnico lokal vam je zmanjkalo časa. Tržnica ne. Jaz mislim, da je to prostor, ki je primeren za medgeneracijski center. Hvala lepa. Naslednji gospod Klemen Miklavič, lista Goriška.si, izvolite. Bazen je že drugič, pri drugih volitvah glavna tema. Jaz upam, da tudi zadnjič. Torej, bazen bo. Na naslednjih volitvah se ne smemo več pogovarjati, ali bazen bo ali ga ne bo. Mora biti. Drugič, Borov Gozdiček. Tukaj ne nameravam postaviti lokala. Tista sredstva bom raje usmeril v urejanje drugih zelenih površin in sprehajališč, zlasti ob Kornu in parku Rafut. In tretjič, tržnica v objekt, ki je bil zgrajen za salon pohištva, ne sodi. Tja sodijo neke urbane vsebine, neko javno kulturno dogajanje. In tako bomo tudi postopali. Hvala lepa. Gospod Anton Hare, kandidat NSI. Bazen bomo nadaljevali. Pogrešal sem pa soglasje vseh mestnih svetnikov neposredno na mestnem svetu. Tako, kot je recimo padla remiza in kot smo potem zdaj na zadnje tudi potrdili tržnico. Tudi s tržnico bomo nadaljevali, ker vidimo, da vrnimo življenje na Bevkov trg. To bi bilo na robu Bevkovega trga, primerna lokacija, vendar najprej odkup naslednjem mandatu, v 4-letnem bom najprej odkupil zemljišče, še ostalo od Mercatorja in potem z naslednjim mandatom šel v izvedbo. Glede Borovega Gozdička bomo pa nadaljevali. Tam je življenje lepo, se lahko mladi oziroma tudi otroci lepo pozabavajo in bomo zgodbo nadaljevali, ker je dobra. Hvala lepa. Še gospod Matej Arčon, kandidat vaše liste. V Borovem Gozdičku ne govorimo samo o baru, ampak o urbani terasi z javnim WC-jem, ki bo popestrila dogajanje Borovega Gozdička. Bazen je pridobljeno gradbeno dovoljenje, v kratkem gre razpis, začetek prihodnjega leta gre bazen v izvedbo, gre za modern bazen, ki bo namenjen vsem plavalcem in bo tudi možnost prirejanja tekmovanj. Kar se tiče same tržnice, za mojo odločitvo seveda stojim, zato ker gre za strokovno odločitev, ker so arhitekti to tudi potrdili na natečaju in predvsem, če sem rekel, da je Bevkov trg srce našega mesta, je tržnica v središču mesta utrip našega mesta. To bo prostor združevanja, prostor povezovanja in bo najmodernejša tržnica v Sloveniji. Hvala lepa. Replika, gospod Sebastian Komelj. Najprej glede bazena. V bazenu bomo imeli lahko samo otroška tekmovanja, ker ni prostora, niti nobene ogrevalne dvorane, ničesar in za publiko niti nameščenih nobenih sedišč, ničesar. Kar se tiče pa urbane terase. Ne, tržnice sem hotel povedati. Strokovna javnost ni tista, ki odloča. Od tržnice ne odločajo uporabniki in ponudniki. Hvala lepa. Replika še na kratko, gospod Milner. Ja, jaz mislim, da gostinski lokal v Borovem Gozdičku ne bo popestril dogajanja.
To mislim, da je to. V Borovem Gozdičku je predvsem potrebno popraviti igrišča, šolska igrišča, športna igrišča, kajti igrišča v celotni občini so v katastrofalnem stanju in temu segmentu bomo namenili precej več sredstev. Hvala lepa, gospod Anton Harje, replika. Samo replika gospodu Komelu. Ponudniki na podeželju pogrešajo frekventno na lepi lokaciji, se pravi tržnico, tako da bomo to podpirali, ker tudi ponudniki to podpirajo. Hvala lepa, še Elena Zavadlav-Šaj. Utrip mesta ne povečuje tržnica, ampak jaz mislim, da jo povečuje utrip mesta mladi. Zato je potrebno tja notor vsekakor umestiti vsebine, katere bi koristili mladi in tam ne bi bil nekreativni center. Hvala lepa, zaključite, prosim, gospod Arčon. Žalostno je, da se politika vtika v strokovne odločitve, zato smo tu, kjer smo pri takih pomembnih vprašanjih, za njo stojim. Predvsem bo tržnica varna. Ne bo se zgodilo tako, kot se je zgodilo pred kratkim, ko je en od ponudnikov povozil nakupovalca in je končal v bolnici v kritičnem stanju. Vendar tega mediji žal ne poročajo. Čisto na kratko, res vas prosim, gospod Komel, izvolite. Dobro, ne se odpovedujem replika. Hvala lepa. No, ta krog bomo sklenili in v nadaljevanju vprašanje s terena. Z nami bo Ervin Hladnik Milharčič. Tokratni krog, cenjeni kandidati, začenjamo z vprašanjem s terena, ki ga vam bo zastavil Ervin Hladnik Milharčič. Prisluhnimo. Dobar dan, moje ime je Ervin Hladnik Milharčič, delam kot novinar pri dnevnem časopisu Dnevnik. V zadnjih 10 letih je nekaj slovenskih mest doživelo neobičajno lep razvoj. Kar bi rad vprašal županske kandidate je, kaj bojo oni naredili, kaj lahko naredijo, da Nova Gorica postane ali gospodarsko, ali kulturno, ali intelektualno središče Slovenije in da se opazno postavi na politični zemljevid države. Tako, kako odgovarjate? Začenjate krog vi, gospod Sebastian Komel, kandidat SD. Torej, prav gotovo je po mojem mnenju gospodarstvo gonilna sila razvoja neke občine, zato tudi bom največ poudarka dal prav razvoju letega z novo upadnico v mesto, ker je prepotrebna infrastruktura, da imajo obrtniki in podjetja lažji dostop do svojih objektov. Ob tej upadnici pa seveda je potrebno potem urediti obrtno cono, podjetniško cono za predvsem manjša podjetja in obrtnike in le na tak način bomo lahko potem, ko bomo preko gospodarstva začeli pridobivati sredstva, delovna mesta zagotavljali mladim, lahko tudi postali in se umestili na zemljevid Slovenije. Torej gospodarstvo, ta preboj, naslednji gospod Miran Milner, Zveza za Primorsko, izvolite. Ervin, pozdravljen. Kaj lahko naredimo, je zapisano v programu Zveze za Primorsko. Kako bom pa to naredil, je pa tako, da ljudem ponujam moje izkušnje. Nenazadnje sem bil 3 mandate mestni svetnik. Vem, kako se naredi urgenco v Šempetru, kako smo jo naredili. Ponujam moje izkušnje na športnem področju, ker sem član Olimpijskega komiteja. Ponujam tudi moje domače izkušnje, kajte vem, kako se vzgoji otroka, vem, kako je potrebno pomagati vnukinji. In jaz mislim, kje pa vidite ta preboj? Ta preboj je pa potrebno delati na vseh področjih, kajti sedanja politika nas je pahnila v situacijo, v kateri smo. Hvala lepa. Gospod Klemen Miklevič, na kaj vi stavite? Izvolite. Jaz sem predvsem fasciniran nad tem, kar je Nova Gorica bila v 50-ih, 60-ih, ko so jo gradili in ustvarjali. Menim, da bi mogli spet nekaj vnesti v naš prostor, da bi začutili ta zanos in to vizijo. In poleg gospodarskega razvoja, v katerega ne dvomim, je potrebno narediti nov urbanistični načrt. In ta urbanistični načrt mora biti narejen tako, da bo imel v vidu zlitje obeh mestnih jeder. Se pravi, govorimo o sumestju obeh goric in to je načrt za naslednjih 70 let in ta mora biti usporeden z vsemi drugimi oblikami razvoja. Med drugim tudi kulturnega, se pravi, obe mesti se morate integrirati na gospodarskem in kulturnem področju in za kulturnega imamo priložnost Evropsko prestolnico kulture. Se pravi, EPK oziroma sosednjo Gorico kot priložnost. Gospod Anton Harje, NSI, izvolite. V zadnjih 20 letih smo preveč stavili samo na občino kot javni servis javnih storitev. Javna sredstva smo trošili zgolj v to. Premalo smo trošili v panoge, ki vračajo denar. To je mala in srednja podjetja
premalo smo naredili za obrtne cone in na drugi strani premalo za podeželje v panoge, ki bi vračali denar. Se pravi, v kulturno dediščino, Griško-Merški grad, Villa Rafut nismo obnovili in jo na tak način začeli tržiti, pa tudi ne samo ta objekta, pač pa vso ponudbo od vinarjev, oljkarjev, sadjarjev, premalo smo jih povezovali z ponudbo kulturne dediščine. Tukaj vidim razvoj na podeželju z odpiranjem novih dopolnilnih dejavnosti in tako naprej. Čas je za Novo Slovenijo, čas je za krščanske demokrate, za župana. Hvala. Se pravi, povezovanje s podeželjem za preboj, gospod Matej Arčon. Poslovna cona Kromberk kot največji gospodarski projekt mestne občine v zadnjih 2 desetletij. Zagotovo je tu priložnost za zaposlitev do 900 občank in občanov, prebivalcev Goriške. Kot drugi projekt je Evropska prestolnica kulture kot izziv, vizija prihodnosti povezovanja s sosednjo Gorico. Kot tretje mednarodno sodelovanje s poudarkom na prostoekonomski coni. Kot četrto vsi poudarki, ki so na sodelovanju, povezovanju v regiji in predvsem na realizaciji vseh projektov, ki smo jih dobili v zadnjih 2 letih. Gre za 22 milijonov evrov evropskih sredstev, ki bodo veliko pripomogli kvaliteti življenja naših občank in občanov. In naša vizija je zelena in napredna občina, kateri ljudje dobro živijo. Naši projekti temu tudi sledijo. Hvala lepa. Imamo že replike. Gospod Sebastian Komel. Se pravi, čujem še gospa Elena Zavadlav-Šaj, kandidatka SDS, izvolite. Ja, tudi sami imamo v programu v prvi vrsti, da se bi razvijalo gospodarstvo, ampak vedno gospodarstvo v povezavi z, ta prvi korak bi v povezavi z turizmom, kulturo in izkoriščenostjo naravne in kulturne dediščine. Premalo je tudi promovirana vsa ponudba na Goriškem. Res je, da TIC trenutno ponuja, ampak ne vse ponudnike. Zato bi to prvo uredili in mislim, da tle tudi se ne potrebuje veliko sredstev. Hkrati pa bi usporedno tudi to industrijsko cono vzpostavili ob avtocesti. Hvala lepa. No, sedaj pa le replike. Izvolite, gospod Sebastian Komel. Najprej bi gospodu županu repliciral, da se ne moremo postavljati z največjim gospodarskim projektom, s tem, ko smo samo nakupili zemljišče. O tem bomo govorili, ko bo to zadeva urejena in predana uporabnikom. Drugo bi pa repliciral gospodu Miranu. Glede na to, da je opravljal že vse te funkcije, bi se moral počutiti sokriv za stanje, kakršno je v našem mestu. Edini, ki nisem bil v politiki do zdaj, sem jaz, torej nov veter je treba pripeljati v vodenje občine. Hvala lepa. No, gospod Klemen Miklavič, replika. Komu replicirate? Gospodu županu, ampak spet gleda, da sva danes s kolegom Komelom dobro usklajena. Veste, govoriti o največjem projektu potem, ko so postavljali velike industrijske projekte, kot so Meblo, Gostol, vozila in podobno v naših krajih, je malo čudno. Veste, ena industrijska cona, to so tretje volitve, ko govorimo o industrijski coni in jo še nimamo. Imamo le en kos zemljišča, močvirja in prepletenega z vodi. To je treba takoj postoriti. Hvala lepa. Še gospod Anton Harej. Pridobili smo 22 milijonov evropskih sredstev. Do sedaj nismo imeli izkušenj, kar smo imeli investicij v telovadnico ali pa v kakšne pločnike, so bile nepravilnosti, so bile težave. Čistilno napravo je gradilo drugo podjetje. Naša občina trenutno ni pripravljena v implementacijo 22 milijonov relativno investicijskih projektov. Je potrebno tukaj, bo potrebno v hitrejšo marčo. Hvala. Hvala lepa. Še gospod Miran Milner, potem odgovarjate vi, gospod. Ja, ker sem bil direktno izvan, mislim, da je treba povedati, da v zadnjih 4 letih nisem sedel v mestnem svetu, delal sem pa kot član sveta Zavoda bolnice, kjer smo zgradili urgentni center, kjer smo začeli projekt Stare Gore in ne nazadnje tudi v EZTS-ju, kjer smo pridobili 10 milijonov. In to je pot, pridobivati več denarja iz evropskih sredstev. V tem trenutku jaz vidim samo to rešitev za Novo Gorico. Hvala lepa. Zaključite, gospod Matej Arčon. Statistika, ki je bila objavljena v Delu v soboto, v sobotni prilogi, kaže, da je po razvoju, po številu investicij, po brezposelnosti, po investicijah, ki so v mestni občini, mestna občina Nova Gorica na 3. mestu, za Novim mestom in za Kranjom, pred Koprom in pred Ljubljano. Vse te investicije, ki bodo v prihodnjih letih, bo pripomoglo, da se mestna občina Nova Gorice prebije lahko tudi na 1. ali 2. mesto. Hvala lepa. No, dajte še gospod Miklavič replika, bomo še na hitro še en krok.
treba, ker tukaj gre za ukrivljanje statistik. Nova Gorica ima porazne kazalce. Pri nas se povečuje brezposelnost visoko izobraženih. Pri nas imamo najvišji odliv, se pravi, ljudje z visoko izobrazbo se ne vračajo v naš kraj in potem smo najslabši od vseh mestnih občin v Sloveniji. Hvala lepa. Ja. Naslednji. Premalo se imate radi. Gospa Zavadlav-Šaj. Jaz bi samo obrazložila, da vedno treba gledati kazalce na neki osnovi, se pravi na nekem ponderju. Tle je prebivalec tisti, na katerega se sredstva prerasporeja. Ne moramo govoriti samo o višini sredstev, ki jih je občina dobila. Hvala lepa. No, še nekaj minut za glasbo, potem pa se z županskimi kandidati mestne občine Nova Gorica ozremo proti družbi Hit in razvoju turizma. Ostanite blizu. Matej Arčon, Elena Zavadlav-Šaj, Sebastian Komel, Miran Milner, Klemen Miklavič in Anton Harej, vsi županski kandidati v mestni občini Nova Gorica so z nami na predvolilnem soočenju v živo na valovih Radia Robin. V občini je bilo, dajmo se sedaj nekoliko k turizmu usmeriti, leta 2016 zabeleženih 160 000 prenočitev. Velik delež ima tu zagotovo paradnikov novogoriškega turizma Hit, vendar pa občina ni znala predstaviti turistom, prodati lepot in danosti, ki jih tako podeželje kot mesto zagotovo imata. Kako bi vi, spoštovani kandidati, izkoristili prednost, ki jih Hit, ne glede na trenutni položaj, v katerem je, ponuja občini in seveda tudi širše regiji? Tokrat začnete, gospod Miran Milner, Zveza za Primorsko. Izvolite. Ja, poglejte, iz Hita dobimo koncesijski denar. In ta koncesijski denar je del integralnega proračuna, kar je protizakonito. V zakonu piše, da je potrebno ta sredstva namenjati za turistično infrastrukturo. Če bi občina vsa ta leta to delala, potem bi imeli boljšo turistično infrastrukturo, imeli bi tudi večjo ponudbo turizma in sigurno bi tudi gostom več nudili. To je osnovna stvar, ki jo potrebno spremeniti, se pravi denar, ki prihaja iz Hita, in nameniti izključno za to, kar je v zakonu predpisano. To bi že spodbudilo turizem. Hvala lepa. Gospod Klemen Miklavič, Goriška.si. Kandidat Goriška.si, izvolite. Hvala. Definitivno je treba s Hitom z roko v roki v partnerstvu razvijati turizem. Turizem pa je pri nas zlasti priložnost za razvoj podeželja. Podeželje je tisto, ki ima turističen potencial in s tem turističnim potencialom lahko razvijamo nova delovna mesta in gospodarski razvoj. Vendar mora občina tle resno in usklajeno delovati s tem, da ureja infrastrukturo. Kar zadeva pa Hit kot tak, potrebno je zagotoviti tudi pri državnem lastniku, da se mu zagotovi stabilno vodstvo, ker brez stabilnega vodstva bomo to podjetje zgubili. In nikakor ne smemo kar tako govoriti o prodaji tega podjetja, saj je v tem podjetju zaposlenih vsaj 1400 ljudi iz naših krajev in ima izredno socialno in družbeno vlogo v našem kraju. Zaključite. Hvala lepa. Gospod Anton Hare, kandidat NSI. Glejte, sa strani Hita dobimo na letni ravni 4,7 milijona evrov. Neposredno v turizmu namenimo 400 000 evrov. Razkorak je bistven. Lepo, ne bom se ponavljal, kulturna dediščina, predstavitev kulturne dediščine tu vabi turiste in krepi ponudbo tudi na podeželju. Šel bom na kolesarske poti. 3,4 milijona evrov iz regionalnih sredstev, iz dogovora za razvoj regij imamo rezervirani za kolesarske poti. 1 milijon po Vipavski dolini, 1 milijon na Trnovsko-Banško planoto, 1,4 milijona po mestu. Skladen razvoj, lete, o kolesarskih potih govorijo država že 4 leta. Mi nismo niti stresirali proge po Vipavski dolini, ki je čudovita linija, pa tudi po Trnovsko-Banški planoti, ki bi vrnila življenje na podeželje. Hvala. Hvala lepa. Gospod Matej Arčon. Ja, res je, turizem smo ljudje in jaz sem ponosen in tudi zelo počaščen, da imamo ljudi, ki so sposobni, ki verjamejo to v panogo, ki veliko svojega prostega časa vlagajo v razvoj turizma na Goriškem v Vipavski dolini. Obnova centra tehniške dediščine v Lokovcu, hiše Aleksandrin v Parvačini, nadaljna prenova gradu Rihenberg, prenova Laščakove vile bodo pripomogli k temu, da bo turizem se v bodoče še bolj razbijal.
Kam gre denar od Hita? Vsekakor sem za to, da se sodelovanje tudi vzpostavi na višjo raven z Hitom, da Hitu je interes, da ni pomemben samo igralniški turizem, ampak tudi tisto, kar je izven igralniških sten. Sodelovanjem in povezovanjem tudi s občino Gorica lahko naredimo pomemben preboj tudi v bodoče. Hvala lepa, gospa Elena Zavadlav-Ušaj. Ne bom govorila o Hitu, zaradi tega, ker smo že večkrat bili zvani in smo povedali vsak svoje mnenje. Zato bi rada izkoristila to, da poudarim, da premalo se promovira turistično ponudbo tako v centru mesta, kot tudi na podeželju. Hkrati pa tudi premalo se trži ta točka trga Evrope. Na tem trgu je vzpostavljena infotočka, ki jo je kulturni dom z vsemi mukami in težavami vzpostavil, in to bi bilo potrebno tam dejansko širiti in ponujati turistom, ki pridejo na tisti trg, in hkrati potem preko te točke promovirati tudi celotno območje občine Nova Gorica in podeželja. Nekje je treba imeti res informacije, ki jih lahko turistu ponudimo. Hvala lepa, še zadnji zaključite ta krog, gospod Sebastian Komel, SD. Torej, Hit je na področju turizma zagotovo pomemben faktor v naši občini, ni pa edini. Imamo vrsto manjših ponudnikov, predvsem na podeželju, in te ponudnike je treba združiti v neko platformo, če tako se izrazim, in jih povezati oziroma zapolniti vrzel med slovensko turistično organizacijo in lokalnimi organizacijami. Po mojem mnenju sama turistična organizacija Nova Gorica ni na nivoju razvoja turizma, ki bi si ga naša občina zaslužila. Kar se tiče pa sodelovanja s Hitom, mislim, da kot skoraj četrtinski lastnik bi morali imeti skupno vizijo razvoja turizma, kajti Hit ima tudi črko T v svojem imenu in ki pomeni turizem. In tu moramo veliko več postoriti kot lokalna skupnost. Hvala lepa. Morda še kakšna replika, sicer jaz namenjam to vprašanje, gre denar od Hita zares v turistične namene? Gospod Matej Arčon. Denar iz koncesije gre v integralni del proračuna in turizem so tudi izgradnja kolesarskih poti. Turizem je tudi izboljšanje komunalne infrastrukture. Turizem je zelo širok pojem. Ne gre samo za programe, gre tudi za vse druge investicije, ki pripomorejo k razvoju turizma. Nenazadnje zgodba Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, kjer so kolesarske in povezovalne poti Brv čez Sočo. Tudi to je turizem in tudi te investicije in podobne investicije sofinanciramo iz proračuna Mestne občine Nova Gorica. Hvala lepa, gospod Klemen Miklavič. Replika? Replika na gospoda župana. Res je, veliko je elementov, ki prispevajo k turizmu, ampak ne moremo kar tako razpršeno, malo sem pa malo tja. Najprej potrebno narediti načrt in jasno definirati posamezne stopnje, posamezne projekte, posamezne investicije, ki bojo prispevale v celostno sliko. Mislim, da tega doslej ta občina še ni imela in to je nujno potrebno za skladen razvoj turizma skupaj z sosednjimi občinami. Čisto na kratko, gospod Hare, mislim, da je bil pred vami gospod Komel in potem še gospod Če je vse turizem, potem ni rezultatov. Rezultatom usmerjena občina dosega cilje. Cilje večji promociji območja Vipavske doline. Opredelili so nas kot zelo zanimivo in perspektivno območje, torej 3 leta moramo zdaj aktivno delati, sicer lahko ta vlak odpelje. Mi moramo zdaj takoj začeti delati na promociji Vipavske doline in na ponudbi na podeželju. Prosim, če zaključimo zelo na hitro. Gospod Milan Milner je bil, oziroma vi ste bili prej mnogo, izvolite. Gospod Sebastian Komel, SD, izvolite. No, če se koncesijska dajatev uporablja resnično za namene turizma v širšem pojmu, kot je povedal gospod župan, bi resnično rad vedel, kaj od tega imajo turisti, ki obiščejo naš kraj. Namreč, lahko govorimo o milijonih evrov, ampak tega ni nikjer videti. Hvala lepa, še gospod Milner in potem odgovorite gospod Arčon. Ko župan govori, da se ta sredstva namenjajo v integralni proračun, iz integralnega proračuna se delajo tudi plače. Jaz turistične infrastrukture ne vidim in mislim, da je to popolno zavajanje in seveda
Tudi jaz sem ponosen na Novogoričane, ampak predvsem na njihovo potrpežljivost, da to, kar govorite, še poslušajo. Hvala lepa. Še pred vami je gospa Elena Zvadlavša, izvolite. Jaz bi tle v tem delu omenila še ustanovitev Zavoda za turizem. Sama se bojim, da ta Zavod za turizem ni bil ustanovljen z namenom, da bi dejansko se turizem preko njega razvijal in promoviral, ampak spet samo zato, da bi se neka sredstva pridobila. Hvala lepa še vi, gospod Matej Arčon. Spoštovana kolegica in kolegi, verjamem in razumem, da je predvolilno obdobje. Težko pa verjamem, da nam drugi priznavajo nagrade in priznanja, ki jih mestna občina Nova Gorica dobi kot najlepše urejeno in gostoljubno mesto, kot mesto, ki je na 3. mestu v samem razvoju. In dajmo malo več pozitivne energije, malo več povezovanja in malo več spoštovanja med seboj. Hvala lepa. Gospod Arčon, hvala lepa. Sedaj dajemo res še zadnji krog priložnost. Žal mi je, z replikami smo zaključili. Gospod Klemen Miklavič, kakšna je vaša prva poteza, ukolikor boste izvoljeni? Izvolite. 20 sekund, čisto na kratko, povejte. Prva poteza. Sestal se bom z vsemi zaposlenimi na občini in jim pojasnil moje prioritete. Kajti te prioritete bojo cilji, iz teh prioritet bojo vidni cilji, katerih bojo vsi zasledovali. Občino je potrebno voditi tako, da tisti, ki smo izvoljeni, pokažemo pot. Uradniki potem uresničujejo te cilje. In občina potrebuje enega zelo odločnega gospodarja. Hvala lepa, gospod Anton Harej, kandidat NSI. Implementacija 22 milijonov evropskih sredstev v investicijo. 2 gradbenika sposobna takoj v izvajanje in planiranje tako kolesarskih poti in nadgradnja, se pravi tako Rihamberškega gradu in Vila Rafut. Gospodu županu bi pa priporočal si ogled mestne občine Celje, kjer investirajo v kulturno dediščino in jo vrednotijo za oglede. Tako bogatijo mesto in vabijo turiste medse. Hvala. Gospod Matej Arčon, kolikor boste ponovno izvoljeni, kakšna bo vaša prva poteza? Prva in osnovna naloga je, da pripravimo proračun, ki bo razvojno naravnan in načrt razvojnih programov, ki kaže pravo smer. Vključitev vseh projektov, ki so dobili evropsko podporo, v načrt razvojnih programov in v samo izvedbo. To je osnova vsakega župana in osnova vsake lokalne skupnosti. Gospa Elena Zavadlav-Šaj, kandidatka SDS. Prvo, kar bi naredila, bi odprla vrata vsem tistim občanom, ki želijo generirati razvoj mesta, bodisi na področju gospodarstva ali kulture. Hkrati pa bi občinski upravi naložila, da bi mi predložila vse projekte, ki so v teku in tudi tiste, ki se nameravajo izvesti in preučila, ali so sploh smiselni in smotrni. Gospod Sebastian Komel, kandidat SD, izvolite. No, me veseli, da je gospod Arčon prepoznal, da je razvojno naravnan proračun temelj vsega. To ponavljam že celotno volilno kampanjo in danes je tudi on to potrdil. Druga zadeva, ki jo bom naredil, je pa seveda podobno kot kolega Miklavič, se sestav z vsemi zaposlenimi. Občina mora funkcionirati kot podjetje in ne zgolj kot neka institucija, ki je sama sebi namen. Hvala lepa, gospod Miran Milner, kandidat Zveze za Primorsko. V občino bom spet pripeljal demokracijo, se pravi, jasno bomo povedali, kdo je v koaliciji opoziciji, potem bomo jasno pozvali vse zaposlene na občini, direktorje javnih podjetij in se z njimi pogovorili, naredili, šele potem lahko delamo dober proračun, ki mora biti naravnan tako, da se bo v občini v naslednjih 4 letih sploh kaj naredilo. Dajem še možnost za repliko v tem krogu, sicer pa bomo se pravi, to soočenje danes zaključili. Predčasno glasovanje že poteka in verjamem, da bo tudi današnje soočenje olajšalo odločitev vam, cenjeni poslušalci in poslušalke. Če ste kaj zamudili, lahko ponovitvi oddaje prisluhnete danes ob 19. uri, sicer pa bo video posnetek soočenja danes kasneje objavljen na naši spletni strani robin.si. Jutri bosta z nami županska kandidata v občini Brda in seveda vabljeni k poslušanju in vabljeni tudi k spremljanju naše nedeljske oddaje, ko bomo v živo z gostom v studiu spremljali rezultate lokalnih volitev, prisotni pa bomo tudi na terenu. Prosim. Ste imeli repliko, gospod Klemen Miklavič, dajte malce bolj opazno pomahati. Žal mi je, zaključili smo soočenje. Hvala, da ste bili z nami. Lep dan še naprej. Lokalne volitve 2018.